pa hvala za udeležbo na novinarski konferenci. Najprej naj se v imenu Slovenske demokratske stranke in pa tudi v svojem imenu zahvalim zdaj že bivšemu načelniku Generalštaba Slovenske vojske, generalu Andreju Ostermanu, za vse opravljeno delo v vlogi načelnika Generalštaba. Ni bilo lahko, posebej, ker ni imel podpore dela politike, socialnih demokratov, Desusa in pa tudi na SMC-ja, skratka strank, ki so trenutno del vladajoče koalicije. Menimo, da je načelnik Generalštaba, general Osterman, ki danes zapušča ta položaj, svoje delo opravil za dane razmere dobro, sploh ker je bil prvi načelnik, ki je sploh opozoril na katastrofalno stanje v Slovenski vojski in mu želimo vse dobro na njegovi nadaljnji poti. Danes smo s tem priča, da se prvič po dolgem času v Sloveniji dogaja nekaj, česar ne vidimo prav pogosto, to je, da se za določena dejanja sprejemajo tudi določene odgovornosti. In zamenjava načelnika Generalštaba pomeni, da je bila sprejeta strokovna odgovornost, objektivna odgovornost za strokovno napako. Vendar pa v Slovenski demokratski stranki menimo, da je ravno general Osterman tisti, ki je najmanj odgovoren, da se je zgodilo, kar se je zgodilo. Z vidika strokovne odgovornosti bi morala svoj položaj zapustiti brigadir Franc Koračin, poveljnik 72. brigade Slovenske vojske, brigade, ki ni opravila preverjanja, in pa poveljnik poveljstva sil, brigadir Milko Petek. Ta dva sta najbolj odgovorna, da se je na preverjanju zgodilo, kar se je. Prvi, ker je na testu padla njegova brigada, drugi pa, ker je poveljnik poveljstva sil in je človek, ki je pregledal postroj, preden je šla enota na teren, preden so šli delati opravljanje, ki ga seveda žal niso opravili, in pa ki je še vojake seveda hvalil, jih bodril, zagotovo pa je sam dobro vedel, kakšno je realno stanje. Tako da, kar se tiče odgovornosti na strokovnem delu, pričakujemo, da bosta odgovornost prevzela tudi omenjena brigadirja. S tem pa za nas še ni konec zgodbe. Glavni del odgovornosti, politično odgovornost, pa nosi ministrica za obrambo Andreja Katič. In pričakujemo, da bo ministrica odstopila. Da nosi politično odgovornost, da je objektivno in na splošno gledano tudi subjektivno odgovorna za stanje v Slovenski vojski in pa za zadnjo polomijo, dokazuje tudi dejstvo, da je za načelnika Generalštaba Slovenske vojske predlagala generala, ki ga edinega od vseh generalov, sem štejemo brigadirje in generalmajorje, ni ocenila, ker ga ni želela oceniti, dokler mu bivši načelnik Generalštaba Andrej Osterman ne zniža ocene. Ministrica je generala Gederja šikanirala, ga ni želela oceniti zaradi tega, ker je, vemo, kaj povedal na seji odbora za obrambo pred 14 dnevi in je človek, ki je stalno opozarjal, v kako resnem stanju je Slovenska vojska. S tem, ko ga je imenovala za načelnika, mu je dala prav, je priznala, da vse to, kar je govoril, drži, in s tem je tudi priznala svojo politično odgovornost. In pričakujemo, da bo odstopila z mesta ministrice in tako, kot sedaj prihaja možnost za novega načelnika, da pride možnost tudi za novo ministrico. V tem primeru in ob tem trenutku generalu Alanu Gederju čestitam v svojem imenu in v imenu Slovenske demokratske stranke za imenovanje na mesto načelnika Generalštaba Slovenske vojske. Vendar pa se v Slovenski demokratski stranki zavedamo resnosti problema in od generala Gederja ne pričakujemo, da bo čez noč naredil čudeže, in menim, da tudi slovenska javnost ne mora pričakovati, da se bo čez noč vse spremenilo. Mi imamo hude težave s financami, mi imamo hude težave s kadri in mi imamo še hujše težave z neprimerno opremo. Vse to je velik zalogaj
in imeti prevelika pričakovanja, da se bo čez noč spremenilo v primeru, da se bo nadaljevalo to, kar je trenutno, da general Geder ne bo imel podpore politike, da ne bo imel podpore vladajoče politike, socialnih demokratov in pa, ukolikor še naprej ostane ministrica tudi Andreje Katič, potem tudi general Alan Geder ne bo mogel pokazati, kaj zna, kaj zmore. Sam osebno pa menim, glede na to, da poznam njegov življenjepis, da je človek, ki je veteran vojne za Slovenijo, da je človek, ki je poveljeval v bitki, da je poznan širšim skupščini držav, da je poznan v zvezi NATO, da ima tako mednarodne kot tudi vse potrebne vodstvene izkušnje. Zdaj samo postaviti takšnega človeka na čelo vojske, ne pa tudi dati podpore in pa narediti pogoje za optimizacijo njegovega dela, je brez veze, da se še o čemerkoli pogovarjamo in tudi pod njegovim vodstvom lahko gremo v smeri tega, kar je on sam napovedal. Zagotovo bo prva stvar, ki jo bo moral narediti, ki jo bo moral postoriti to, da se loti urejanja razmer znotraj vojske, kjer je stanje katastrofalno. Veliko se da narediti tudi brez dodatnih finančnih sredstev. Niso finančna sredstva edini pogoj za izboljšanje stanja, so pa eden od bistvenih pogojev. In ukolikor mu bo uspelo, da bo v Slovenski vojski naredil red, da bo stvari postavil nazaj na svoje mesto, da bo ponovno vzpostavil neke smiselne in pa pričakovane karierne poti, ki morajo temeljiti na strokovnosti, na usposobljanju, da bo presekal to, kar se je dogajalo do sedaj, ko je ministrica Andreja Katič v Slovenski vojski nastavljala kadre, ki so bili pripadni socialnim demokratom, potem menimo, da pogoji za uspeh in za preboj Slovenske vojske so. Ukolikor pa bo nadaljevanje tega, kar se vidi sedaj, da se bo politika z vmešavanjem v vojsko na način, da kadruje po svoji liniji neprimerne kandidate, kot je brigadir Mirko Petek, ki je bil osebna izbira ministrice za obrambo, ki nima nobenih vodstvenih izkušenj, ki ni poveljeval nobeni enoti na terenu, kot je recimo brigadir Franc Koračin, ki je 3-krat padel na preverjanju znanja iz angleščine in zaradi tega tudi ne moral iti na šolanje v tujino, ki ni bil niti na eni mednarodni misiji, pa poveljuje eni od 2 pehotnih brigad Slovenske vojske. Da ne govorim o imenovanju brigadirja Davida Humarja, vemo s kakšno preteklostjo, vemo s kom se je boril, predvsem pa vemo, proti komu se je boril leta 1991 v času vojne za Slovenijo. Lahko bi našteval še naprej do vodov, do čet, ampak nima smisla. Stanje je resno in danes je bila seveda narejena prva poteza, kljub temu, da v Slovenski demokratski stranki menimo, da je bila poteza zamenjave načelnika generalštaba narejena izključno zato, da ministrica reši svojo kožo pred zamenjavo nje same. To, kar se dogaja, propad Slovenske vojske, zato je odgovorna ministrica Andreja Katič in to je cena poslanskega stolčka Jana Škoberneta, kajti ministrica za obrambo Andreja Katič ne bi nikoli postala ministrica, če jo k temu ne bi nagovoril in to tudi uredil šaleški lobi, kateri si je želel Jana Škoberneta na funkciji poslanca. Verjamem, da bi ministrica za obrambo sama odstopila, ker doživlja hude pritiske znotraj vojske, tudi znotraj svoje stranke, vendar i določeni lobiji, ki si ne želijo, da poslanec Jan Škoberne zapusti poslanski stolček, tega ne dovolijo. Zaradi tega bo očitno vztrajala še naslednje 3 mesece, potem pa, kot sem že na tiskovni dejal, naj bi bilo vse urejeno, da odide za šefico komunale v mestni občini Velenje, kakor sta z županom Kontičem, pa je tudi že dogovorjena, česar seveda sama tudi ni zanikala. Zdaj, generalu Gederu želimo vse dobro. Prej sem bil obveščen, da se dogaja pravi upor pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske na Kosovu. To bo verjetno prva hujša zadeva, s katero se bo moral soočiti,
Kajti zaradi tega, ker je 72. brigada oziroma enota, ki je bila na preverjanju, padla ta test in ga bo morala ponoviti, pomeni, da pripadniki, ki so v tej enoti, ne bodo mogli iti na Kosovo. In zaradi tega so danes pripadnice in pripadnike, ki so na misiji na Kosovo, obvestili, da jim bodo misijo podaljšali še za naslednjih 6 mesecev. In kakor je meni znano, je trenutno velika slaba volja in pa pripadnice in pripadniki razmišljajo o tem, da bi seveda vojsko zaradi tega zapustili. Zdaj verjamem, da ste to prvič izvedeli in na vas je, da se zdaj pozanimate, kaj od tega drži in kako stvari tukaj stojijo. Skratka, v Slovenski demokratski stranki bomo še naprej konstruktivna opozicija, bomo še naprej dajali predloge za izboljšanje stanja v Slovenski vojski, ne pričakujemo sprememb na bolje čez noč, še vedno pa pričakujemo odstop tiste, ki je za katastrofalno stanje najbolj odgovorna, to je ministrica za obrambo Andreja Katič. Hvala. Vprašanje? Goros Očevar, Televizija Slovenija. Torej, ministrica je tudi sama dejala, da gre za politizacijo Slovenske vojske znotraj, nekako med vrsticami je kazala na Slovensko demokratsko stranko. Ni sicer eksplicitno povedala, ampak tako je bilo mogoče razumeti njen podton, ker tukaj notri za političen spopad struj v Slovenski vojski ali kaj. Zdaj, da gre za politizacijo Slovenske vojske, se z ministrico za obrambo strinjam, ker je ministrica za obrambo in njena stranka SD Slovensko vojsko do konca spolitizirala. Tako da ta del njene države, da gre njene izjave, da gre za politizacijo, drži. Kar se pa drugega dela tiče, jaz ne vem, kako lahko stranka, ki ima 19 poslancev, katere predlogi, katere sklepi ne gredo skozi državni zbor, kakorkoli vpliva na politiko Slovenske vojske, kakorkoli vpliva na kadre. Poglejte si, kdo vse je bil imenovan v tem mandatu, poglejte si na predlog koga, poglejte si, koliko polkovnikov smo dobili, da v zadnjih letih skupaj ne toliko, kot recimo v samem enem letu ali dveh. Poglejte si, kdo so poveljniki čet, poveljniki polkov in poglejte njihove Facebook profile, kaj objavljajo in mislim, da vam bo vse jasno. Mogoče še eno vprašanje. Čemu potem pripisujete to, da je prej prišlo v javnost, preden je ministrica izvedela, ona je pravzaprav ravno to povezovala s politizacijo, da so neke struje notri, ki na vsak način želijo sesuti notranje strukture Slovenske vojske? To ni vprašanje za predsednika odbora za obrambo, ampak za raziskovalne novinarje, za katere menim, da bi bilo dobro, da dejansko raziščete, kako je ta zadeva prišla. Si pa lahko to razlagam samo na ta način, da je očitno nekomu res prikipelo, da je Slovenska vojska padla na tem izpitu in menim, da je dobro, da je prišla ta informacija v javnost, ker resnično nima več smisla zakrivati in pa prikrivati katastrofalnega stanja, kakršen je. In zdaj iskati žvižgača, kot se ponavadi to vedno počne v Sloveniji, namesto soočati se s težavami, ne bo rešilo nobenega problema. Zdaj, če je še kaj takšnega, jaz z tega mesta pozivam pripadnike Slovenske vojske, zaposlene v ministrstvu, da vendarle povejo, kaj vse je narobe, ker če ne vemo, kaj je narobe, zadeve ne moremo reševati. Zdaj, verjetno bi te stvari pometli pod preprogo, ampak tam je bilo, kakor sem jaz vedel, je bilo 13-14 ocenjevalcev. Kdorkoli od teh je vedel je verjetno tiskovni predstavnik Slovenske vojske, vedeli so generali, vedeli so brigadirji in tako naprej. Če imaš ti stvar, ki jo ve par posameznikov, verjetno zadeva ne pride ven. Če imaš pa ti širši krog ljudi, da ne govorim o tem, da je bilo tudi o teh ozeblinah, potem pa stvar seveda pride ven. Sam ne vidim nobenega problema, da je pač stvar prišla ven, da se zadeva razjasni, vendar če bo ostalo brez epiloga, in ponavljam, zamenjava načelnika generalštaba Slovenske vojske ni epilog te zgodbe. Epilog te zgodbe mora biti, kar se tiče odgovornosti za strokovno napako, odstop oziroma zamenjava brigadirja Petka in brigadirja Koračina, na političnem parketu pa seveda zamenjava ministrice za obrambo. Če tega ne bomo storili,
Potem lahko zopet rečemo, tresla se je gora, rodila se je miš in karavana gre naprej. Pa se vam zdi prav, da ministrica ni bila seznanjena prej s tem poročilom? Zdaj, kakšne so komunikacije znotraj Slovenske vojske, sam ne vem. Je pa to, kar je danes poročal portal 24 ur, to sploh ni bistveno, da ministrica ni bila obveščena strani generala Gederja. Zdaj, videl sem, veste, v Slovenski vojski je tako, očitno nekateri so pripadniki ene struje, drugi druge struje. Tukaj seveda govorimo ne na politični ravni, ampak glede na to, kako ljudje vidijo razvoj Slovenske vojske. Tako da sem sam, takoj ko sem odprl ta portal, očitno prihaja do hudih prepucavanj znotraj Slovenske vojske, drugače pač gospod Tepina ne bi šel s tem, da je general Geder odgovoren za stanje, kakršno je. Ne bi šel s tem seveda nekaj 10 minut pred tem, ko so ga imenovali. Ni pa to bistvena stvar. Ni bistveno, da ministrica ni bila obveščena, bistveno je, da je Slovenska vojska padla na izpitu. Sem pa včeraj povedal, in to je bilo tudi objavljeno, da sta ministrica za obrambo in pa general Geder zaradi tiste njegove izjave, da čez 2 leti vojske ne bo bilo v slabih odnosih, da mu ni podpisala ocene, da ni bilo neke medsebojne komunikacije in očitno je bilo to rezultat tudi tega. Medtem, da ste mediji sami poročali, da pa ministrica za obrambo in pa zdaj bivši načelnik generalštaba že pol leta praktično ne komunicirata med seboj. Tako da, tukaj je več kot očitno, da je problem ministrica, ne pa generali Slovenske vojske. Še vprašanje? Ne, hvala. Hvala in lep dan še naprej.